hvala vam za čas. Malenkost. Vem, da ste zelo zaposlen, tako da cenim. No. Cenim, da ste videli to kot vredno porabo svojega časa, da se malo pogovoriva. Zdaj že snemava ali je še na ofu? Snemava. Ne, sej ponovadi redko rečem ne. No. No, ampak nekaj časa sva se lovila, ker sem pač tale semester je bil razmeroma poln vseh mogočih obveznosti, dogodkov in tako naprej. Ja, vi ste na veliko področjih bili tekom svoje kariere, ne? Oziroma ste se premikali, ne? Iz akademskih vod, gradbeništva, politike, pol ste bili na področju informatike, ne? Ob začetku internetne revolucije. No, jaz mislim, da toliko skokov vseeno ni bilo, ne. Študiral sem gradbeništvo, takrat sem se potem usporedno ukvarjal z mojim mikrom oziroma s to mikroračunalniško revolucijo, ki se je takrat v Sloveniji dogajala. Potem sem imel pa, kot jaz temu pravim, 2 sobotni leti v politiki, kar je bila tudi čisto zanimiva izkušnja. Kako se je tista revolucija takrat čutila? Tako me malo zanima, ker nisem bil del nje, sem bil premlad. Ja. Pa če primerjava kakšni drugi 2 revolucije, ne? Se pravi neka mobilna, pa zdaj z umetno inteligenco, kako bi primerjali te 3 aspekte? Vseeno mislim, da so vse te 3 del ene komunikacijske revolucije, v tem smislu tudi predavam študentom na gradbeništvu, v smislu je bila ena komunikacijska revolucija velika Gutenbergova, ne, oziroma še bolj tista, ki je bila vezana na papir, poceni papir, ne, široko uporabo papirja, saj papir je bil dolgo časa na razpolago ljudem, ampak da bi bil na voljo pa kar tam enim arhitektom ali pa gradbenikom za kaj narisati, ne, ali pa enemu Da Vinčiju, to se je pa šele takrat pojavilo. Ne. In podobno je z elektronskimi komunikacijami, ne, se radio, televizija, brezžično komuniciranje smo imeli ves čas, ne, ampak da je to široko, vsem dostopno, vsakmu, tudi nama, tudi vam, ne, da nima kamer pa mikrofonov pa studija, samo neka velika televizija, ampak tako rekoč nekdo tlele v enem bloku v Kosezah. Ne. To je tisto, kar je naredilo spremembo. In morda se je to res začelo z temi mikroračunalniki takrat v 80-ih letih, ko se je računalništvo populariziralo, ne, do neke revolucije, do nekega premika, po mojem, pride takrat, ko nekaj postane široko dostopno, ne, ko ima to neka elita, kot je imela elita papir v srednjem veku ves čas za prepisovati, ne vem, Biblijo, pa Aristotela, pa Platona, pa tako naprej, ampak ko je to vsem dostopno, ne, in potem ta množica najde načine, kako to koristno uporabiti, in v bistvu so bili to lepi časi, ne, ker smo vendarle neko ledino oralo, oziroma smo bili spredaj v nečem. Malo je bilo tudi subverzivno proti režimu, ki seveda ni dovolj hotel, želel uvoza teh računalnikov, malo se je bal, ne, kaj pa zdaj to, če bodo zdaj kar državljani, navadni državljani imeli računalnike, bodo okrepljeni s to tehnologijo. Zanimivo je bilo tudi z vidika, da sta bila takrat v Sloveniji nekako dve skupini, ki sta to mikroračunalništvo poganjali, kar se kaže tudi v 2 časopisih, ki sta takrat izhajala. To je bil Moj mikro, ki smo ga delali, bom rekel, zanesenjaki, študentje, kako bi rekel, zasebniki, ne? In Bit, ki so ga delali profesori oziroma akademiki. In je bil na boljšem papirju, no, ena je bila tudi, Moj mikro je delala Hišo Delo, Bit je delala Hiša Dnevnik, in tisti Bit je bil morda bolj strokoven, ne, in na nivoju, in tudi papir smo vedno zavideli, ker je bil na zelo lepem papirju tiskan, ampak je razmeroma hitro nehal izhajati. Ne. In ja, ne, takrat se je to pokazalo in se ves čas v novih in novih valovih še naprej kaže, ko pride nekaj novega, sami fajn ljudje pridejo zraven. Ne. Takrat so bili mikroračunalniki, vsi tisti, ki smo se poznali, vsi tisti, ki smo bili ta prvi, je bila ful dobra družba. Ne. Podobno, ko se je internet pojavil, ne. Zelo dobra družba. Ko se je Twitter oziroma X pojavil na začetku, ne. Fajn družba, vsi tisti, ki smo nekako vedno šli za zadnjo novo stvarjo, ne, je bilo zelo fajn. Ne.
Polka pa pride cela masa zraven, ne, potem se pa, kot pravijo Angleži, ne, there goes the neighborhood, ne, se soseščina skvari. In lepa stvar te, recimo, digitalne revolucije, ne, je v tem, da se vsakih nekaj let, mogoče 5-10, ne, zgodi nekaj tako prelomnega, tako novega, da nobena prednost, ki si jo v prejšnjem valu, v prejšnjem življenju dosegel, nič več ne šteje. In je zato tudi taka rotacija oziroma taki premiki, kar se tiče najbolj vrednih podjetij, kar se tiče največjih podjetij, kar se tiče tudi priložnosti konec koncev, ki se odpirajo. Ne. Takrat je bil v 70-ih, 80-ih letih ena firma Digital Equipment Corporation. Delali so DEC računalnike pri nas na faksu, oziroma univerza je imela enega mehen večjega, mi smo imeli na fakulteti 2 manjša, ta firma več ne obstaja, nekaj časa so PC-je še delali. Ne. IBM je nekako preživel, ampak je daleč od tega, da bi bilo med 10 najbolj vrednih podjetij na svetu. Ne. Potem je bil, kar pa vem, Alta Vista iskalnik, ne vem, vi ste mlajši, se verjetno ne spomnite. Skratka, in potem Kodak pride nekaj novega. Ne. Kodak je, bom rekel, primer podjetja, ne, ki je pa v analogni industriji obstajal, pa ga je digitalna industrija uničila. Ne. Meni je blizu, oziroma se malo hecam s fotografijo, pa s temi stvarmi, sem postal, kako bi rekel, fanboy od Fujija. Ne. Je bila ravno tako firma, ki je delala film, ki je imela poslovni model pač prodajati filme ljudem, ki so fotografirali, filme za klasične fotoaparate. So prihiteli tudi Kodak po kvaliteti, ampak so se pravočasno, oziroma ko so videli, da ta njihov posel tam v 2000-ih gre k vragu, ne, da ljudje slikajo digitalno, da ni več prostora za film, so se preusmerili v to in je njihov direktor tistega časa eno knjigo napisal prav, kako transformirati podjetje, ne, ki ga neka revolucija popolnoma prizadane oziroma bi ga lahko pokopala, kaj narediti. Ne. In danes Fujifilm obstaja kot uspešno podjetje, ki dela fotoaparate, delajo tudi tole, kar je zdaj moderno, da imaš aparat, ki ti takoj naredi sliko, tako kot je bil včasih tale, kaj je bil Insta. Polaroid. Ne. To je kar popularno in tle oni svojo tisto kemijo lahko prodajo, ne. Ampak so pa naredili celo famo iz tega, ne, da so barve, ki pridejo iz njihovih fotoaparatov, ne, da so oni vse tisto znanje, ki so ga imeli, kako barve, in to je težko, ne, tudi če bi v teoriji mečkam se pogovarjali, kako barve predstaviti računalniško ali pa kako drugače, ne. So zahteven problem, oni so vse tisto znanje ali pa famo, ki so jo imeli iz fotografije, ne, prenesli v digitalni svet, ne, in se prodajo skozi to, da barve, ki pridejo iz Fujijev, ne, so pa nekaj boljšega, ne, oziroma nič več ne rabiš potem popravljati z raznimi programi. Tako da ja, Kodak je na ta način propadel, medtem ko ta podjetja, ne vem, recimo Alta Vista, ki je bila, ali pa Yahoo je bilo veliko podjetje, ne, pa ga ni nikjer več, ne. Hewlett Packard je bil nekoč večji od Apple, pa je zdaj razlika velikanska. Ne. Skratka, vedno se nekdo nov pojavi, ne, in ta zadnja revolucija zdaj so ta AI podjetja, ki po velikosti napadajo te stare gigante tipa, ne vem, Google. Ne. Skratka, vedno se dogaja nekaj novega, ne, in vedno te novosti odpirajo tudi priložnosti in poslovne, ne, in tudi, ne vem, raziskovalne, karierne, ne. Tisti ljudje, ki so najbogatejši bili in so vlagali, ne vem, v Hewlett Packard, ne, niso več, ne, ker je nekdo drug, tisti, ki je delal kariero iz neke tehnologije, ki je bila vezana na tisto generacijo računalništva, ne, se je nekim mladim ljudem odprla povsem nova kariera na področju nečesa drugega. Ne. Je to mi bilo zelo zanimivo, ko ste rekli, da se vedno bolj, ko so tehnologije nove, bolj so dostopne masi
ne vem, če sem vas prav slišal, ampak če primerjava recimo prejšnje revolucije, rekli ste, papir je bil drag in niso imeli vsi na voljo. Ja. Tiskarski stroj, potem gremo v te velike računalnike po 40 letih. To so imele, vlade so mogle v bistvu financirati. In, mogoče si imel srečo, da si bil na neki izobraževalni instituciji, da si imel dostop sploh uporabe take mašine. Ne? Ampak vedno novejša tehnologija se mi zdi, da že njen začetek je dostopen masi. Ker če gledava zadnjo revolucijo ali pa zadnji tak velik produkt, ki je šel, ChatGPT pred 2 leti ali 3 celo, 2,5, instantno takoj, vsem na svetu. Ne? A tudi vi vidite to? Ja, čeprav se mi zdi, da je to vendarle del neke širše zgodbe, ne, ki bi lahko rekli, se mi zdi, da celoten gospodarski razvoj, ne, predvsem odkar se kapitalizem razvija, ne, podjetja večinoma stavijo na to, da bodo prodala veliko izdelkov množicam. Ekonomija najbolj obsega. izrazito, ekonomija obsega in da bodo tudi dali množicam zaslužiti. Ne. Najboljši primer za to je Henry Ford s tisto svojo idejo. Ne. Jaz hočem, da moji delavci toliko zaslužijo, da bodo lahko moj avto kupili, ne, in hkrati, da tako dobro delajo in da so tako učinkoviti in toliko produktivni, da bodo ta avto za dosti poceni naredili. Ne. In najkasneje od takrat naprej se pravzaprav svetovna produkcija, svetovni kapitalizem, ne, ukvarja s tem, kako vsem ljudem prodati, kako za vse nekaj narediti. Seveda imate nekaj podjetij, ne vem, Dolce Gabbana in Louis Vuitton in kaj pa vem, Breitlinger in podobno, ne, ki so neke niše. Ampak če danes primerjamo tehnologija, ki je na voljo, ne vem, Billu Gatesu ali pa Elonu Musku, ne, ona dva imata zelo podoben telefon, kot ga imava midva, z zelo podobnimi aplikacijami, kot jih imava midva, razlika v bogastvu je pa seveda več velikostnih razredov. Ne. No, točno to sem mislil. Ne. To se nikoli v zgodovini ni zgodilo. Ne? Jaz mislim, da se to dogaja vendarle ne, od začetka kapitalizma naprej. Ne. V srednjem veku je družba vendarle bila dosti bolj hierarhična, statična, tudi premikov je bilo manj, če si se pač v nekem sloju rodil, si pač v tistem sloju ostal. Verjetno je bil to, ampak to boste s kakšnim zgodovinarjem govorili, ne, v neki ekonomiji, kjer ni rasti, ki je bolj ali manj statična, verjetno na ta način kar nekaj socialnega miru zagotoviš. Ne. Ko je ekonomija vendarle igra ničelne vsote, da vsak ve, kje mu je mesto. Ne. V ekonomiji, ki pa raste, kjer je vedno nekaj novega, kjer se stvari razvijajo, pa seveda želiš, da kdor ima dobro idejo, kdor lahko kaj prispeva, naredi, ne, da bom rekel, spleza na vrh, zamenja tistega, ki je bil nekoliko počasnejši. Ne? In res so razlike med bogatimi in revnimi, vsaj kar se premoženja tiče, so velike. Ne? Kar se standarda življenja tiče, pa pravzaprav ne toliko. Ne? Tudi Bill Gates, njegova kopalnica tudi ni, ne? Poje tudi ne 1000-krat več kot midva. Ne? Skratka se stvari izenačujejo in predvsem niso isti ljudje skozi na vrhu in isti ljudje skozi spodaj. Je te mobilnosti vendarle kar nekaj in veliko vlogo pri tem ima po tem mojem razumevanju ali pa po tej moji sliki sveta ima prav komunikacijska revolucija oziroma možnost, da skozi komuniciranje, da skozi izmenjavo znanja ljudje boljše sodelujejo. In do neke mere se je to s papirjem zgodilo, eksplodiralo je pa povsem z internetom. Ja, tukaj se mi zdi, da se čist strinjava, pa jaz imam tudi tak pogled, ne, gre na boljše, pa tudi več priložnosti, kakor jih je kadarkoli bilo, ampak se mi zdi, da nas psihološko motijo te razlike v družbi. Ne. Midva, če se racionalno vprašava, pa primerjava Bill Gatesa pa naju, pa kopalnica ni 100 milijonkrat boljša, ker ne more biti, ne. Ima pa toliko več sredstev on. Ampak se mi zdi, da ne moti to ljudi. Ljudi moti to primerjanje. Ne.
Torej, zavist je eden od 7 grehov. Ne? Ve krščanstvo, zakaj ga je postavilo v to izbrano družbo, je nekaj, kar odnose v družbi zastrupla, in seveda je nekaj, kar v ljudeh je, verjetno s čemer pridemo na svet, s čemer se rodimo in kar je verjetno koristno, da znamo nekoliko bremzati. Ne? Potem imate pa družbe, kjer je zavist bolj poudarjena, ne? Pa je tista šala, ki jo imamo Slovenci, ne, da Slovenca predvsem zanima, da bi sosedova krava crkala, ne toliko, koliko dobro bi šlo njegovi, da je to v resnici ruski pregovor. Ne. Tako da možno, da je ta slovanski človek nekoliko bolj v to nagnjen, ker kolikor sem jaz imel vtisa tudi stikov z Ameriko in tamkajšnjim razumevanjem, tamkajšnjo formo mentis, ne, tam nekako privoščijo uspeh sosedu, kolegu, tekmecu. Ne. In razlike so velike, ne, in to, kar se v časopisih pojavlja, ne, da ima, ne vem, 1% ljudi v lasti 50% vsega premoženja. Ne. Midva sva ugotovila in vsi ljudje pravzaprav to vedo, ne, da ti ljudje ne jedo milijonkrat ali pa 1000krat boljšo hrano, nimajo 1000krat boljših telefonov in ne vem kolikrat boljših kopalnic. Razlika je pravzaprav samo v tem, imajo mogoče 10krat boljši standard življenja v smislu, da se peljajo s privatnim avionom, ne pa z Ryanairom in tako naprej. Razlika je pa v tem, da upravljajo z veliko več premoženja, kot midva upravljava. Ne? In potem se pojavi vprašanje, a je boljše, da, kaj pa vem, recimo Bill Gates ali pa Zuckerberg upravlja s premoženjem, ki ga je pravzaprav on naredil iz nič. Ne? Facebooka ni bilo, Microsofta ni bilo, Applea ni bilo. Ne? Ali je boljše, da s tem premoženjem upravljajo ljudje, ki so to naredili, ne? Ali bomo rekli, bodo pa kar vsi davkoplačevalci oziroma bo država začela s tem upravljati. Ne? A bo pametneje, da bo nek uradnik na nekem ministrstvu upravljal s premoženjem? Ne? A mislite upravljanje s kapitalom ali premoženjem? Vse kapital je premoženje. Ne? V bistvu s kapitalom. Oseben, to sem mislil. Torej, tisto, zaradi česar je Bill Gates toliko premožnejši od naju, ne, je, ker ima delnice. Pa Bill Gates je veliko tega zaradi, mislim, da zakonskih problemov pretvoril v neke dobrodelne sklade in tako naprej, ampak ne vem, Zuckerberg, ne? Ali pa Elon Musk, ne? Razlika je v tem, da ima on ogromno lastnino v teh svojih podjetjih. To je tisto premoženje oziroma tisti kapital, kjer nastane ta 10 ali milijonkratna razlika med nama in njim, ne? In jaz mislim, da je boljše, da s tem upravljajo ti ljudje, kot da upravlja nek Jože, ne, ki pravzaprav nič ni ali pa skoraj nič ni skupaj spravil. Ne. Obstaja nek limit tega, ker velike debate v družbi, nismo vsi enaki, nimamo vsi enake sposobnosti, nimamo enake sreče, nimamo enakih. Seveda je limit, ne, saj zato imamo pa socialno državo, da poskrbi, da pod neko mejo revščine pa nihče ne pade. Ne. Da bi pa rekli, zdaj limit pa... Limit navzgor, sem mislil. Limit navzgor, sej pravim, ta limit navzgor je pa... limit navzgor, to je imel Steve Jobs, en lep citat, ne, rekel, imamo vse to živo tehnologijo in denar in tako naprej, na koncu pa vsi umremo. Ne, in pridemo do tiste freske mrtvaškega plesa, ki je bil v srednjem veku, ki je v srednjem veku sporočal tistim ljudem, ki so prišli lahko te freske gledati, ne, sej na koncu tukaj smo vsi enaki. Ne. In jaz pravega razloga za to, da bi rekel, zdaj pa to podjetje, ki ga je Elon Musk naredil, je postalo pa toliko vredno, da moramo mi njemu polovico delnic vzeti, pa jih dati nekomu drugmu. Ne. Ker na koncu, kaj on od tega premoženja ima, s kakšnimi ekscesi, kaj si kupuje, kakšne avtomobile in tako naprej, to je vseeno mečkan košček, ne, vsega tistega in kar se mi zdi, da je pa za družbo koristno, ne, je pa, da ti ljudje, ki znajo denar narediti, potem s tem upravljajo,
Ker zaradi tega imamo mi, ne vem, ker je Jobs dobro upravljal z Applom, imamo mi razmeroma pocen pa zelo dobre telefone pa računalnike. Ne? Če bi pa to upravljal nek komite, potem bi imeli pa take računalnike pa telefone, ki ti jih dela Iskra. Ja, sej... Tako da nevoščljivost je huda reč, ne? Tudi se strašno sliši, 1% ima v lasti tokle, ne? Ampak, če bi rekel, koliko delež vse porabe, ima ta 1%, ne? Ma pa mogoče 3, 4, 5% vse porabe v smislu hrane, pijače, kopalnic, avtomobilov itd. Ne? Tako da tista njihova kakovost življenja je pa pravzaprav tle neki. Ne? In danes reveži živijo tako kot kralji pred 100 leti. Mislim, da sem en dober argument slišal, kontraargument temu. Mislim, da sem govoril z Brankom Milovanovičem o tem in je ravno poraba problem, ne? Ker vi ste zdaj izpostavili pozitiven aspekt tega, da Elon Musk ne more toliko porabiti in ni tam problem. Ja. Ampak ravno problem je tam, ker on manj porablja kot povprečen človek. Ne? Če mi dva hočva znižati ceno iPhona, je dobro, da 1000 ljudi kupi 1000 iPhonov, tako bo ceno znižala. Ne? Če ima pa enega Elon Muska, pa je 1000krat recimo bogatejši, pa kup en iPhone, bo ta iPhone zelo drag. Ne bova prišla do ekonomije obsega. Elon Musk rab eno posteljo ali pa 5 postelj, rab par avtomobilov. Ne? In to bi bilo dobro, da se razporedi na družbo zaradi ekonomije obsega. Ne? Ja, samo če vas jaz prav razumem, to pomeni, da namesto, da ima Elon Musk kapital, ne, ali pa da ima Elon Musk kapital, bi namesto tega morali dati denar ljudem, da bi porabili ta denar za produkte, se pravi, da bi si nekaj kupili. Ne? Recimo, ja. Država bi vzela, če greva čisto plastično, država vzeme Elon Musku malo več, razporedi čez davčni sistem med družbo in poveča porabo. Ja, samo vzame, mi dva sva ugotovila, da Elon Musk ne porabi toliko, da bi ga pri porabi lahko pričakali, ne, ampak bi mu morali vzeti kapital. Ne. Kar pomeni, da bi bilo manj kapitala in ljudje bi pa več zapravljali potem, recimo bi imeli boljše superge, pa novejše obleke, pa take stvari. Ne. In te superge bi bile cenejše, ne? Ker bi se jih več naredili. Ja, po drugi strani pa, če hočeš superge narediti, rabaš kapital za tovarno, pa če jih hočeš poceni delati, rabaš še več kapitala, tako da se mi zdi, da se je to ravnotežje kar lepo samo ustvarilo in sva ugotovila, da ves ta kapital teži k temu, da dela stvari, da bodo vsem ljudem dostopne. Vi nimate podjetij, ki bi bila uspešna, ki bi bila velika, ki bi dobro poslovala, ki bi štartala na najbogatejše, oziroma je par pač podjetij v niši, eni delajo jahte, pa delajo privatne avione, pa delajo drage ure, pa nakit. Ne. Ampak to ni vredno skoraj nič v primerjavi z tistimi, ki delajo avtomobile za vse, računalnike za vse, telefone za vse, obleke za vse. Ne. Ja, se mi zdi, da je to problem, ne? Ker če mi srednji sloj zmanjšamo, imamo recimo spodnji sloj, ki manj porablja, pa imamo višji sloj, ki tudi manj porablja, ne? Zaradi tega, čeprav razumem ta argument, je pomembno, da srednji sloj obstaja, ki tudi z glasovnicami, ki jim rečemo denar, glasuje na trgu in s tem izboljšuje življenja vseh zaradi ekonomije obsega. Ne? Ker če bomo imeli prevelike razlike, ne, se bo to zgodilo, da ne bo porabe, ne, pravih stvari. Ampak srednji sloj je definiran skozi porabo, ne, je definiran skozi to, da pravzaprav mu vsak mesec nekaj ostane, oziroma da ne živi iz rok v usta, taka zelo približna definicija. Ne. Ne škodijo temu srednjemu sloju, ne, najbogatejši. Tisto, kar je srednji sloj uničevalo na Zahodu dolgo časa, je v bistvu konkurenca iz drugih držav, kjer se iz nižjega sloja v srednji sloj
plezajo Kitajci, Indijci, Latinska Amerika in tako naprej. In to je, bom rekel, nekakšen šok za ljudi. Ne? Ampak spet se mi zdi, da je treba biti majčkeno realen. Ne? Ta srednji sloj ali pa spodnji sloj tudi, ne? Ima vsako leto boljši avto, ima vsako leto boljši telefon, ima pametno uro, ima vsake 2-3 leta večjo televizijo, tako da v nekem absolutnem smislu standard vsem še vedno narašča. Ima bolj optimalno zakurjeno stanovanje, ima bolj optimalno hlajeno stanovanje. Ta mehanizem kar nekako deluje. Seveda z nekimi socialnimi korektivi oziroma z nekaj tega prerazporejanja, ki poskrbi za to, da nihče ni bolj prikrajšan, kot bi bilo to za neko človeško bitje spodobno. Ne. Kaj pa lahko rečeva o populizmu, ne? Ker se mi zdi, da je zelo taka tematika, ki je povezana s to tematiko, ki smo jo zdaj opredeljevala. Nekdo lahko pride in masi recimo lepe stvari govori, ki se slišijo na prvi pogled enostavne, pa smiselne, racionalne, v bistvu so pa poenostavljanje našega kompleksnega sveta, kar sva zelo hitro ugotovila, pa sva se samo malo dotaknili vsega. Ne? Ena taka prevladujoče razumevanje, ne, je, da je problem populizem v zadnjem času oziroma v zadnjih letih, ker pač pridejo na politično prizorišče politiki, ki po mnenju drugih politikov govorijo napačne stvari, ljudem so pa te stvari zelo všeč. Ne. Jaz se bojim, da je problem v resnici težji, ne, in da je problem postala demokracija kot taka. Ne, ker populizem pravzaprav pomeni, kaj, ne, da pač ljudje so nekaj izbrali, nekdo jih je prepričal, zato pravzaprav v demokraciji gre, nekdo pravi, da je tisto na napačnih predpostavkah oziroma da je slabo, grdo. Ponovadi reče, da je poenostavljeno preveč. Poenostavljeno preveč, ne, ampak ko je kdo iz leve strani razlagal o tem, kako ima 1% prebivalcev oziroma ljudi v lasti, ne vem koliko, polovico ali 3/4 vsega premoženja in kako to ni pravično, ne, to je tudi poenostavljeno in to je tudi populistično, ker brenka, bom rekel, na to nevoščljivost ljudi oziroma na to, da ljudje zelo se dobro počutijo, če lahko nekoga ne marajo oziroma če imajo na drugi strani nekega sovražnika. Ne. S tem, da se temu ni reklo populizem, ampak čemu drugemu se pa reče populizem. Ne. Če bi po moje realno pogledali narative, ki se z leve pojavljajo, ne, tudi najdemo sporočila, ki so populistična v smislu, da nagovarjajo neke predsodke ljudi, da nagovarjajo neke slabosti, da nagovarjajo tiste lastnosti ljudi, ki si jih pravzaprav ne bi želeli. Zavist je zelo tipičen tak primer. Ne, zakaj mislim, da je demokracija problem? Ne? Ko je bila demokracija vzpostavljena, ko so pravila demokracije se vzpostavila, v Ameriki, ne vem, 200 let nazaj, v Evropi nekaj desetletij ali pa 50-100 let kasneje, ne, najprej se je vzpostavljala zelo previdno, da so glasovali samo nekateri, ki so imeli toliko in toliko zemlje, ali so bili toliko in toliko bogati, potem so glasovali samo moški, potem moški in ženske in tako naprej. Vse v redu. In glasovanje je bilo pravzaprav namenjeno temu, ne, da so ti ljudje izbrali, kdo je pa njihov voditelj oziroma kdo je država, kdo ima v roki represivni aparat, skratka, komu se pustijo kaznovati, komu pustijo delati red, komu pustijo pobirati davke. Takrat, ko je bila demokracija vzpostavljena, je država prerazporedila skozi davke in na druge načine manj kot 5% vsega. Procent 2, ne, pa je šlo to tam v prvi svetovni vojni, bil velik skok na več, pa potem v drugi več, pa potem socialna država kasneje. Ne.
Skratka, ljudje so izbrali nekoga, ki so mu zaupali pravzaprav delanje reda v družbi, ne pa vtikanja v gospodarstvo, v ekonomijo. Niso izbirali voditeljev glede na to, kdo jim je več denarja obljubil, da bo nekomu vzel, pa da bo njim dal. Danes imamo v vseh demokracijah oziroma v državah, ki so demokratične, sistem, ki prerazporeja 50 in več % vsega, kar ljudje ustvarijo. Polovico in več je na tak ali pa drugačen način gre skozi proračun, ne? Kar pomeni, da država nekje jemlje in nekam daje in ljudje začenjajo glasovati v zvezi s potem, ne, koliko bo kdo komu, torej koliko mu bo država dala. Ne? Ljudje lahko pravzaprav glasujejo za to, da naj država enim vzame, pa njim da. Ne? In tukaj po moje demokracija degenerira. Ne moramo imeti sistema, kjer lahko neka večina manjšini jemlje pravico do tega, da tista manjšina obdrži, kar je naredila. Ne? Ja, do neke mere mogoče zaradi socialnega miru in drugih razlogov. Ne? In tudi to se mi zdi, ne, da demokracija, ne, dokler so se ljudje, skratka, to je en problem. Ne. Drug problem demokracije je, da Krkar. A čaja res ne boste? A čaj je tole? To je zeleni čaj, ja. Lahko probate pa. Meni je fajn, ker res tak fokus naredi. A ja? Ja. Jaz sem prej eno kavo spil, tako da ne bo preveč. Druga stvar je, da v času, ko se je demokracija vzpostavila, ne, kako oziroma na kakšen način so se ljudje odločili o tem, komu pa verjeti, komu pa ne verjeti, koga izbrati, komu dati glas, komu pa ne dati glasu. Ne. Seveda niso teh ljudi razen na lokalnem nivoju poznali osebno, ampak so jih poznali skozi medije pravzaprav, skozi časopise najprej, pa potem skozi televizijo. In ti mediji so se obnašali vsak na svojem polu razmeroma odgovorno. Ne. Levi mediji so povedali, da je ta in ta levi politik dober, tale pa ni, oziroma so na nek pošten način to sporočili. In desni mediji od desnih nekaj podobnega. Ne. Skratka, so skrbeli za neko pozitivno selekcijo političnega prostora, vsak na svoji strani. Jaz bi temu rekel tako, ne, da če želiš, da je družba dobro vodena, potem morajo to družbo voditi najboljši. Ne. Grda beseda za najboljše je elita. Elite so seveda lahko take ali pa drugačne, lahko so predatorske, lahko so mafijske, lahko so meritokratske elite in uspešne so države, kjer uspejo narediti sistem elit, da dejansko najbolj sposobni pridejo na vrh, ne najbolj pokvarjeni ali pa najbolj zviti. Meritokracija. Ne? In vendarle je ta star medijski sistem skrbel za to, da dobro, bil je en človek, en glas, ne? Tukaj ni elita, tukaj smo vsi enaki, ne? Ampak je bila neka intelektualna elita, ki je pa vendarle skrbela za to, da je bilo v javnem prostoru govora in je bila nek filter. Skratka, obstala je ta intelektualna elita, ki je skrbela za to, da so tudi politiki, ki so bili izbrani, kako rekel, vsaj po nekem meritokratskem kriteriju prišli na vrh. Ne? Potem, ko se je zgodil pa internet, ne, smo prišli pa do situacije, ne samo, da imamo en človek, en glas, ne, ampak imamo en človek, en medij. Vi ste skoraj primer za to, oziroma ne, vsaki medij, skratka tista elita, ki se je preselila iz še prej v srednjem veku, ne, ste imeli pa elito, ki je bila, bom rekel, fiksna, ki je bila statična, skozi aristokracijo, skozi cerkev, je bila tam elita, ki je skrbela malo za to, kdo je prišel gor in kdo ne, ne. Ljudje sicer niso imeli nobenega glasu, ampak je elita zadevo vodila. Ne.
Ko se je pa pojavil internet, se je skratka ta elita medijska, intelektualna, v bistvu se je to podrlo in je dosti lažje biti populist oziroma je dosti lažje, se dosti lažje zgodi, da so izbrani voditelji, ki na koncu škodijo. Ne? In se mi zdi, da del te revolucije oziroma tega prevrata, ki se dogaja skozi internet, ne, je tudi ta, da bomo morali najti, da bo treba najti verjetno nek politični sistem ali pa medijski sistem, ki bo spet našel nekje elito oziroma ki bo spet našel neko meritokratsko ureditev, ki bo skrbela za to, da pridejo ta boljši do krmila, ne pa tisti bolj pokvarjeni. In se mi zdi, da se na področju spletnih medijev vendarle to začenja počasi dogajati. Ne. Včasih so bili vsi bila neka kakofonija vsega tega na X-u, na Facebooku, Instagramu, vseh mogočih blogih in tako naprej. Ne. Zdaj se pa kaže, ne, da je nekaj teh podcasterjev, ne, ki so pa malo boljši od drugih, malo bolj vplivni od drugih, skratka se spet oblikuje neka piramida. Mogoče ste vi v Sloveniji del tega, ne, oziroma ste eni od boljših oziroma bolj gledanih podcasterjev. Ne. In to bo imelo posledico spet na to, verjetno upajmo, ne, kakšne voditelje bomo zbirali. Ampak v tem mestnem času se pa bojim, mogoče pa zbiramo slabo. Ne. Ravno zaradi tega, ker imamo en človek, en glas, en človek, en Facebook račun. In je to od Trumpa do Goloba, se mi zdi soroden problem. Ne. In tretji problem demokracije je pa eden od teh ameriških ustanovnih očetov, mogoče je bil Hamilton, ampak ne bom dal glavo v ogenj, ne, roke v ogenj. Lahko tudi glavo. Ja. Nobeno od teh dveh stvari. Nič od tega ne bi dal v ogenj, ne. Je pa rekel nekako tako, ne, da si ne predstavlja, da bi demokracija lahko funkcionirala brez, on je rekel, boga boječih oziroma vernih ljudi. Ne? Ampak jaz bi temu rekel brez odgovornih ljudi, ki so po načelu, po vzgibih nekje dobri oziroma vzgojeni. No? Ne? Kar pomeni, ne, da potem dejansko tudi ljudje, ko glasujejo rekel, za skupno dobro, ne iz nekih osebnih zamer ali pa osebnih interesov v smislu, kdo bo pa meni dal doklade ali pa mi bo nekaj naredil. No? In zato se mi zdi, ne, je Zahod v težavah, ker prvič izbira slabše voditelje, ne? In drugič je cel ta vsi ti demokratični mehanizmi ne dajo več tako dobrih rezultatov kot nekoč. In bomo mogli nekaj najti, nek sistem, ki bo za to drugačno komunikacijsko realnost primernejši oziroma demokracijo na nek način pokrpati, da bo dajala boljše rezultate. Se pravi, veliko težav, ki ste jih opredelili, izvira iz informacija. Ne? Se pravi, kako se informacije plasirajo? V bistvu izvira iz tega, kar smo bila na nek način na začetku, se mi zdi oba malo navdušena, ne, nad te široko dostopnostjo. Vsem je dostopno, vsi imajo lahko. Ne? Zdaj pa, kakšni pa so ti vsi? Ne? Jo, vse živo. Kako bi vi opredelili svobodo govora v povezavi s tem, kar sva zdaj govorila? Ne? Ker če gremo to urejati, kar ste rekli, kaj bi to pomenilo? Bi to pomenilo, da posežemo v ta koncept? Ne, jaz mislim, da svoboda govora je nekaj, kar je v družbi, ki temelji oziroma katere uspeh je odvisen od idej. Ideje so seveda in matematični oziroma znanstveni inženirski izumi do idej, kako šofirati družbo. Ne. Skratka, tam, kjer so ideje glavna prednost, glavni produkt, je seveda treba silno paziti, da ideje niso zaprte, zadrte, zatirane. In zato se mi zdi svoboda govora pomembna. Ne. Ravno tako v družbi, za katero želite, da je
mirna, oziroma da se nasprotja najprej manifestirajo in se potem morda zgladijo, da vsa ta nasprotja pridejo na dan, da se povejo. Ne zdaj tega razumeti, da jaz zagovarjam prostaški, nevljuden, žaljiv, lažniv govor kjerkoli. Ne. Sem pa proti temu, da se ga prepoveduje. Ne. Naj trg idej loči zrnje od plevela in se mi zdi, da se bo to že zgodilo oziroma se že dogaja. Jaz mislim, da smo tiste najslabše čase zelo žaljivega X-a, zelo žaljivega Facebooka pustili za seboj in ni cenzura tista, ki je poskrbela za to, da je situacija boljša, ampak ljudje počasi sami izločijo oziroma ne želiš imeti na svoji časovnici blata. Ne? Ja, se mi zdi, da veliko ljudi ne bi imeli tazga mnenja, ker ste rekli, da se je X zdaj izboljšal v tej smeri. Mogoče pa samo jaz znam X tako nastaviti, da skoraj nič problematičnega mi ne pride pod noge. No. Ja, se izkušnja je čist drugačna, odvisno od koga časovnica je. Ampak, a veste, na noben način zdaj, zakaj bi, če imam jaz na X-u možnost red delati glede tistega, kar jaz vidim, zakaj bi jaz to outsourcal državi, policiji? Ja. Ne? Ker skušnjava je velika. Ne? Skušnjava, torej velikanska razlika je, a vi moderirate komentarje, recimo, ki so na YouTubeu pod vašimi podcasti, Nikoli. Kar vi lahko počnete in je, jaz vas ne bi nič obsojal, če bi to delali, to je vaš podcast in, kako bi rekel, v časopisu, ki ga vi izdajate, seveda vi urejate pisma bralcev, nima nihče pravice česarkoli tam spodaj pisati. Ampak je velika razlika, to delate vi ali pa delam jaz, ali pa to dela država oziroma oblast, ki ima potem pa seveda možnost skozi to zelo sebi prilagoditi javno mnenje oziroma sebi zagotavljati skozi to podporo oziroma narediti v družbi določena mnenja povsem nesprejemljiva in to ne samo, da so nesprejemljiva. In jaz za marsikakšno mnenje, za katerega bi nekdo rekel, to je pa treba cenzurirati, jaz pravim, to je nesprejemljivo. Ampak lahko je pa vseeno objavljeno. Naj bo vseeno objavljeno in naj v neki diskusiji se ta stvar razčisti. Minili so tudi časi, tle je bilo dosti špekulacij oziroma jaz sem imel občutek, bilo je veliko jeze, recimo, zakaj pa uspel Brexit, vsi vemo, da je to neumnost. To ljudje se ne bi tako odločili, če bi imeli prave informacije, če ne bi bilo lažnih novic. Zakaj so pa izvolili ta prvič Trumpa, če bi vedeli, skratka, da so za vse to krive lažne novice. Pa se je potem izkazalo, da ni bilo to v jedru, da ne moreš na ta način zapira diskusije. Ja, mislim... In so potem pojasnevali, zato da se ne bodo ljudje narobe odločili, moramo mi narediti red na internetu. In se je Evropska unija zelo potrudila, oziroma so šli v velike napore, še vedno gredo v to, kako bi oni skozi regulacijo na internetu poskrbeli za to, da bi ljudje prav glasovali na volitvah. Ja, saj srž problema je v tem, da ta, ki to predlaga, ima že v začetku mišljenja napako in to je, jaz vem, da imam jaz prav, druga stran pa nima in zato je dobro, da imam jaz to moč, da ena sporočila umaknemo. In to je ful nevarno mišljenje, se mi zdi, da noben človek ne bi smel tazga mišljenja imeti za sebe. In tudi, če gremo čisto v ekstreme nekih dognanj, recimo znanosti, tudi tam vidimo, da to je zelo nevarna stvar, dogmatika. In v COVID-u smo to videli zelo jasno. Strokovnjaki so govorili zelo sigurno neka dejstva in potem bi rekli, če so znanstveniki rekli, pol moramo to umakniti, kar kontrira temu. In to so največje napake v zgodovini.
bile narejene na ta način. Ja, jaz sem bil v tej diskusiji, ki je bila seveda živahna v času COVID-a, vsi smo bili doma, vsi smo bili malo živčni, nismo imeli toliko socialnih stikov, kjer bi tudi svoje mišljenja malo obrusili. Jaz sem bil zelo na poziciji podpore ukrepov in zaupanja, da znanost pravzaprav poskuša povedati tisto najboljše, kar o zadevi ve. Je bila pa seveda druga stran, ki je bilo iz takih ali pa drugačnih razlogov mogoče udobno, prijetno, ne vem zakaj, nekaj drugega verjeti. Ne? Ampak sem se pa vedno postavil proti temu, da bi jih pa cenzurirali, da tistega ne bi bilo, da ne bi smelo biti objavljeno in tako naprej. Ne? Tukaj je zanimiv paradoks, ne, kjer Popperja napačno se mi zdi dostikrat citirajo, ne, pravijo, ja, ampak kako bi rekel, ne sme biti pa svobode govora za netolerantne, ne sme biti pa svobode govora za ono drugo stran, ki nasprotuje temu našemu pogledu na svet. Ne. Mi imamo eno celo skupino, bom rekel, politikov, intelektualcev, ki si domišljajo, da so na pravi strani zgodovine in vse, kar je drugo, ni prav. Ne. Imamo celo, bom rekel, paleto političnih strank, ki pravijo, če mi zmagamo, je demokracija, če pa oni zmagajo, pa ni demokracija. Ne. Po natančno istih pravilih. Ne. Jaz temu pravim demokratizem. Kar je pa res, ne, je pa, da edina stvar, za kar ne sme biti, po mojem mnenju, ne bi smelo biti svobode govora, ne, je za tiste, ki bi zagovarjali, da se svobodo govora vzame. Je mečkan paradoksalno, ne? Ampak svobode za to ne bi smelo biti. Ne? Za tovrstne pravice kršiti, za tovrstne pravice rušiti, tukaj se lahko potegne črta. Ne? To pa ni, rekel, če imaš napačno mnenje o COVID-u ali pa o cepljenju proti ošpicam, ne? To ne spada v to kategorijo. Ne? Ja, med COVID-om je bil najboljši primer tega, da je prišla ven novica, da je bilo to narejen, ustvarjen v laboratoriju, ne? In ljudje, ki so to plasirali naprej, so imeli velike težave. Ne? In pol čez nekaj časa se izkaže, da morda je to najboljša možna razlaga. Ne? No, v bistvu plasirana novica je bila, ne, da je ta zadeva prišla iz netopirov iz tiste tržnice. Ne. To se mi zdi, da uradno, to se mi zdi, da so se Kitajci zelo trudili in uporabili vse svoje, bom rekel, zveze, vpliv v teh velikih organizacijah, da je bila to tema. Neka skupina je zagovarjala idejo, da je bilo to v laboratoriju narejeno oziroma da je po nesreči iz laboratorija ušlo ali kakorkoli. Ne, se je imela Kitajska pravzaprav zaradi tega COVID-a razmeroma največjo gospodarsko škodo. Ne. Njim se je takrat razvoj zelo ustavil, najstrožje ukrepe so imeli. Tako da, ne, če je iz laboratorija ušlo, da bi to oni nalašč plasirali, si jaz težko predstavljam. Ne. Aha, da bi Kitajci rekli, da je ušlo iz laboratorija. Ne, torej zdaj imamo eno teorijo, je ta z netopiri, druga teorija je, da so oni pač v tistem Wuhanskem inštitutu delali neke eksperimente, mogoče razvijali tudi kakšna orožja, ne, in da jim je to po nesreči ven ušlo. Skratka, ne more si pa predstavljati, da bi nalašč jim ven ušlo. Ne. Samo to, jaz ne vem, če imamo ta hip dokončno razlago, kako je ta zadeva nastala, ki se je pojavila. Eni razlagajo, da se v resnici pojavlja v Italiji. Ne. Veliko je tukaj nekih dezinformacij, pravzaprav na koncu pa ni, kako bi rekel, če bi lahko dokazali, ne, da je to vse skupaj kitajska krivda, potem bi morda lahko kaj uporabnega iz tega potegnili. Če ne, se pravzaprav na zelo podoben način borimo proti tej bolezni, ali je naravna, ali je umetno narejena. Ne. To se absolutno strinjam. Problem je bil tam, zdaj kako je bil povzročen, je mogoče druga faza, ampak ta druga faza je pomembna, ko gledaš za nazaj, da preprečiš nevarnosti v prihodnosti. Ne. Mi moramo imeti neko refleksijo, pa neko analizo, zakaj se je kakšna stvar zgodila. Ne? Se pravi, med drugo svetovno vojno, ko je bilo konc,
smo se usedeli, pa smo rekli, okay, zakaj mislimo, da je do tega prišlo, kakšne vzvode lahko naredimo, da do tega več ne pride. Ne? In tako kot družba gremo naprej. Ne? Tukaj se mi zdi pa, da se nekaj dosti zgodil in kaos je na informacijskem področju in ne vemo, kako zdaj to preprečiti. A se te raziskave še delajo, a so bili, a je bil vzrok to in morda se bo kdaj še ponovila, ne? Hujša verzija tega. Ne? Ja, čeprav po drugi strani tudi ne veva, ali in kakšne ukrepe je tisti Wuhanski inštitut za virologijo sprejel. Ne? Vendarle pri teh ukrepih in druge podobne organizacije na svetu, ki se z gensko manipulacijo virusov ali pa česa drugega ukvarjajo. Ne? Jaz mislim, da to je bila streznitev za vse in da so vsi mečkem pogledali, koliko imajo te stvari zavarovane, ni pa to tema, ki bi v nekem laičnem tisku oziroma v medijih kar tako prišla na naslovnice. Ne? Ja, jaz bi si želel, da je, ne? Ker če na mene vpliva neka taka velika stvar, me zanima, kaj bomo zdaj naredili glede tega. Ne? Plačujem davke, plačujem neke znanstvenike iz inštitutov, da to uredijo. Se strinjam, ne, ampak tudi prej, ne, jaz sem prepričan, da so imeli tudi pred tem cel kup nekih protokolov, ki če bi se jih držali, do tega ne bi prišlo. In imam nekako toliko zaupanja v znanost in v inženirstvo, ne, da se iz vsake napake na teh dveh področjih definitivno vsi nekaj naučimo. Kako pa lahko sploh, vem, da ste pisali nekaj koliko je pomemben, da je človek v tem svetu, da njegovo mišljenje neodvisno, da ga ta informacijski kaos ne zavede v nek kalup ali pa mehurček. A sem prav? No, ti mehurčki so bili tudi ena od priljubljenih tem tistih, ki so napadali internet in ki so napadali to novo medijsko realnost, ki so napadali oziroma ki so poskušali nekako to simbiozo starih medijev pa starih političnih strank ohraniti, ker se spominjajo časov, da nekoč so imeli, ti stari mediji, ne vem, 80% občestva oziroma torej oči, ušes, ne, so imele te stranke 80% parlamentarnega prostora in se jim po teh časih kovca, ne, in eden od teh problemov, ne, ki naj bi jih naslovili, so bili te information bubbles, informacijski mehurčki, češ da so ljudje pa zdaj zaprti v informacijski mehurček, odkar so na internetu. Ne. Pak tukaj so, mislim, da sta bila dva raziskovalca iz Stanforda, so delali raziskave in so prišli do tega, da pravzaprav so ljudje, ki so na internetu in ki preko interneta spremljajo novice, manj omejeni oziroma so izpostavljeni več novicam iz druge strani, kot nekdo, ki je naročen na nek časopis. New York Times, recimo. New York Times, ne, ali pa, ki gleda Fox News, ne, in nič drugega. Skratka, da je prispeval obratno, ne, učinki interneta je bil obraten, večjo izpostavljenost novicam, ki jih ne bi iskal. Ne, in ta poudarek, ki so ga tudi nekateri medijski strokovnjaki dali, ne, da je pomembno biti izpostavljen novicam, ki jih ne iščeš, ne? Ali pa ki ti jih mogoče tudi algoritem ne svetuje, ne? Da je to pomembno, ker ti nekako širi obzorje. In zadnje čase, se mi zdi, jaz se nikoli ne skrivam na internetu v smislu, da bi zapiral cookije, pa da bi rekel, da ne smeš me slediti, pa ne. Sem v bistvu zadovoljen, da on mene sledi, da me spremlja, da ve, kaj me zanima in sem tudi opazil, da mi vsake toliko mi ponudi nekaj izven tega prostora in potem stestira, ali bi mene to zanimalo ali me ne bi zanimalo. In mislim, da sem dobro informiran. No? Ampak če algoritmi testirajo, a vas zanima nekaj ali vas ne, bomo čez čas akumulirali se v stvareh, ki vas zanimajo, ne? Jaz sem tudi nekaj raziskav sem bral o tem, pa mislim, da je glih Sam Harris je delal doktorat iz tega, ki so dejansko imeli možgane,
ko se ti pokaže novica, s katero se strinjaš, pa s katero se ne, in veliko več dopamina je sproženega, ko vidiš novico, s katero se strinjaš. In boš imel večjo reakcijo na to in tako boš algoritem naučil, da ti servira še več stvari, s katerimi se ti strinjaš, ker ti podpira tvoj bias, ne, se pravi, tvoje potrditveno izkrivljanje. Ne, se pravi, nekako vodite v to smer, da dobiš še več tega, s katerim se že strinjaš. Ne. Kot sem rekel, ne, algoritme predvsem zanima uporabnika čim dlje držati na neki platformi in mu na tej platformi pokazati čim več oglasov, ki bodo morda sledili v to, da bo ta oseba nekaj kupila oziroma da bodo ti oglasi pravilno, pač v interesu tega posameznika. Ne. Po drugi strani imamo pa raziskave, ki kažejo, ne, da vendarle, če si na internetu, če te medije spremljaš, si izpostavljen večjim novicam, ki jih ne iščeš, kot sicer. Ne. Te iluzije, da bi imel nek medij, ki bi bil, kako bi rekel, posred ceste za vse, ne, in tisto prebereš in zdaj si pa vsestransko obveščen. Mislim, da tega nikoli ni bilo. Ne. Jaz se spomnim, ko mi je še oče razlagal, ki je bil majhen pred drugo svetovno v Ljubljani, ne, so imeli doma naročen Jutro pa Slovenca, zato da so vedeli, kaj se dogaja. Ne. Jutro je bil liberalen, Slovenc je bil konzervativen, če si oboje prebral, je bilo okej. Ne. In jaz na X-u pač sledim enim desnim in sledim enim levim, se včasih mečkano borim in je to tudi mogoče koristno za poslušalce, ne. Se borim proti temu, ker v vseh teh storitvah imate možnost ene časovnice, ne, izbora for you, ne, zate, ne, pa tisto, k čemur ti slediš, following. Ne, se pravi, tole jaz eksplicitno želim slediti, pa je eno, ne, drugo, kar oni mislijo, da bi mene zanimalo. Ne, in se je treba včasih prisiliti, pa pogledati, tole sem jaz rekel, da sledim, to mi kaž, ne, kaj ti misliš, da bi jaz rad. In ja, je res, da so vse te platforme take, da for you, ne, se pravi, kar oni mislijo, da bi jaz mogel brati, nekako mečkam bolj porivajo. To je pa malo samodiscipline vsakega posebej, no, odvisno. Da si ne pusti preveč. Do neke mere pa je pa koristno, ampak v starem časopisnem in starem televizijskem svetu, vsaj v tistih deželah, ki so bile pluralne, tukaj v Sloveniji kdo misli, ja, če si pa leta 1980 bral Delo, ne, si pa z vseh strani dobil informacije. Ne. Ja, figo, nič jih nisi. Ali pa če danes bereš Mladino, pa si pa celovito informiran z vseh strani. Ja, ne, tam Manež ima eno kolumno in to je to. Ne. Tako da, ne, isto bi lahko rekli potem za, ne vem, za demokracijo ali pa za domovino ali pa za kaj takega. Vendarle ne, so ta stari mediji nekako ideološki, ne, poskušajo pač v bistvu vsak svojega konja prodajati, ne. Tele zanima pa samo, da sem jaz čim dlje tam, ne, da sem jaz čim dlje tam, pa da mi vmes kakšen oglas pokažejo, pa da je ta oglas tak, ki mene zanima. In ta zadeva z oglasi, to se tudi ljudje pritožujejo, jaz sem se pogovarjal, ne vem kaj, da rabimo pralni stroj, pa so se mi kar naenkrat začeli oglasi za pralni stroj kazati. Spravim, hvala Bogu. Ne, jaz imam edini problem s tem, da bi povedal, jaz sem pralni stroj kupil, ne, me ne zanima več. Ne. To je edina težava. A ste kaj spremljali glede tega medijskega zakona, glede neodvisnih ustvarjalcev, pa influencerjev, pa tako, a ste kaj komentirali to? Mal sem gledal, mal sem komentiral, mal sem bil zgrožen, sem vesel, da so dali zadevo z dnevnega reda, zelo, če sem prav obveščen. Mogoče bodo naredili naslednji poskus, no, je bilo pa tudi z njihove strani oziroma se strani ljudi, ki se na tehnologijo spoznajo, pa so v narekovaju na pravi strani zgodovine, no, dovolj kritike, da so to umaknili. Jaz sem drugače tukaj na stališču, da mediji pravzaprav sploh ne potrebujejo svojega zakona, če pa zelo kratkega. Ne. In to en člen, ki piše, da so mediji svobodni, za vsak slučaj se so itak, če drugače ne napišemo, in potem nekaj malega v zvezi z koncentracijami medijskega lastništva in nekaj malega v zvezi s pravico do popravka. Vse tisto, kar je pa bilo v tem zakonu, večina tega korpusa, pa razvid medijev, pa kaj je medij, pa
kakšne moraš imeti urednike, pa svete, pa kako so podcasti mediji, pa kako ste vi zdaj v bistvu mediji, tako kot Pop TV, ne. Se mi zdi pa nepotrebno to urejati, ne. Je tudi zadeva dosti prehitro se razvija in s tem samo ta razvoj tudi uničeš, ne. Umetna inteligenca. Ja. Pa neki akti so o tem, pa zdaj to je treba regulirati, razvija se hiter, Kitajska hiti, ima sicer neke omejitve, čist tehnične. Amerika spet, eni so jo že odpisala, kar se tiče tehnologije pa razvoja, pa zlate dobe, pa da se končuje, ampak spet so v bistvu vodijo. Spet je Amerika novo stran obrnila, v bistvu nek nov trend, neka nova tehnologija, potem ko se je ta, recimo, da je bil predzadnji trend, so bila ta socialna omrežja in te stvari, so to Američani pogruntali, pa so Kitajci marsikaj naredili, ki mogoče dela še malo boljš, pa so TikTok pogruntali, ki ga zdaj ostali kopirajo z YouTube shorti, pa z Instagrami umirili, ampak umetna inteligenca spet Amerika, postavlja na zemljevid in vsi to dohitevajo. Mogoče prej greva v umetno inteligenco. Ja. Zakaj mislite, da je Amerika, kaj se tam zgodi, da je to možno? Eno je sistem, ki je bil tam postavljen in ki so ga postavili, kako bi rekel, neki klasični liberalci v smislu svobode, gospodarske pobude, govora, vsega ostalega. Drug zelo velik faktor v Ameriki se mi pa zdi vendarle, da je neka naravna selekcija Američanov se zgodila. V Ameriko ni šel kar vsak. Tisti, ki smo bili malo bolj leni, pa ki nam je bilo čisto v redu, pa ki se nam ni dal, smo ostali tukaj. Tisti, ki so bili pa bolj pogumni, podjetni, so šli pa v Ameriko. Tako da ljudje z večjim risk toleranceom, tveganjem. Nekaj tacga, in zato so tudi vrednote, tudi ko študije delajo, počas pravimo se Zahod, Evropa pa Amerika imata zelo podobne vrednote, pa se izkaže, da pravzaprav ne, da kar se tega, ravno kar se tiče tveganj, kar se tiče podjetnosti, samostojnosti, prepričanja, da se moraš najprej sam nase nasloniti, pa potem prositi koga drugega za pomoč, da je tle kar velika razlika med Ameriko in med Evropo in da so tle Američani bolj Kitajcem podobni. Oziroma Kitajci bolj Američanom podobni kot Evropejci. Kako bi pa lahko kakšne te stvari replicirali v Sloveniji? Pa kje vidite Slovenijo? Vi ste bili minister za razvoj, ne? Ja. A to še obstaja ministrstvo? Ne. A lahko malo to pokomentirava? Zakaj je takrat obstajalo, zakaj zdaj ne obstaja? Pa kam gremo? Jaz imam takole, vsaka vlada, torej so neka ministrstva, ki jih država preprosto mora imeti in so neka ministrstva, ki jih država naredi zato, ker hoče dati določenim politikam posebni poudarek. Tista ministrstva, ki so te druge sorte, ponovadi nimajo nekega budžeta oziroma nimajo nekih zakonsko opredeljenih dolžnosti, kot ima, ko sem bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in verske skupnosti in digitalno družbo in vse to. Tam so proračunske postavke zadaj, tam je cela množica učiteljev zadaj, znanstvenikov zadaj, verskih delavcev zadaj, kulturnikov zadaj. Skratka, obstaja. Ta ministrstva brez listnice in pravzaprav brez deležnikov so zato, ker država želi sporočiti, nas pa zanima razvoj. In je bilo to ministrstvo za razvoj narejeno zato, da bi pravzaprav druga ministrstva spodbujalo k premikom, k kakšnim bolj drznim, sodobnim reformam, izboljšavam, modernizacijam in tako naprej. Podobno je Golobova vlada naredila ministrstvo za digitalizacijo, ki tudi nima deležnikov, budžeta in tako naprej. Vsakič, ko tako ministrstvo nastane, tudi nekaj slabe volje na ostalih ministrstvih, ker potem probajo tako nekaj vzeti, pa dati tja za to, da je vendar ta minister nekaj ima za delati. Takrat sem bil za razvoj, niso pravzaprav nič nikomor vzeli, pa k nam prenesli. Ko so naredili tole zdajšnje ministrstvo za digitalizacijo, so tam našli, ki je nek direktorat za digitalizacijo,
v okviru znanosti oziroma tistega ministrstva za znanost ali pa za gospodarstvo se je skozi tam vmes selil, pa so ga potem tja dali, ne. Pa so ji dali nek budžet, pa je pa tiste računalnike kupila, da ji ni denar ostal, ne. Skratka, neko sporočilo želi vlada dati. Una vlada je dala sporočilo, da želi, da bi se Slovenija z razvojem ukvarjala, da bi bila razvojno bolj ambiciozna, hitrejša, da bi hitrej tekla za ostalimi, ujela Evropsko unijo, se modernizirala, vzpostavila nekaj boljše pogoje za podjetnike, za inovatorje, za startupe, kar pa potem naleti na en stran na konc mandata, na drugi strani na odpor socialnih partnerjev, na to tako slovensko mešanico med nevoščljivostjo in lenobo. Ne. Skratka, zakaj bi zdaj tako naredili, da bodo en lahko ful hiter laufali, meni se pa ne da, ne, jaz pa ne bi. Tako da so to vrstne reforme, oziroma iz Slovenije se Amerike ne da narediti. Ne. Da se pa vendarle izboljšati pogoje za poslovanje, pogoje za to, da bi tuji investitorji prišli in to taki, ki jim ne bi bilo treba posebej zakona napisati, ker je sicer v Sloveniji vse tako grozen težko narediti, ampak evo za Magnumo vam mi posebej zakon napisali, da boste prišli, ne. Ki jim ne bi bilo treba ne vem kakšnih subvencij dajati, da bi sploh prišli, kot recimo Revoz, ki vsake toliko časa mora dobiti par 100 milijonov. Ne, ker vse te dodatne usluge so cena za to, da je naš celoten sistem razmeroma neprijazen podjetništvu. Ne. Od birokracije do tega, koliko časa traja kakšna stvar, da dobiš kakšno dovoljenje, do tega, koliko te kakšne inšpekcije po nepotrebnem zafrkavajo. Predvsem se mi zdi, da je pa glavna težava, zaradi katere se ljudje bojijo priti, oziroma investitorji priti v Slovenijo in zaradi katere se velika podjetja težko nastanejo še večja, ne, je, da doseči pravico v Sloveniji je zelo težko oziroma zelo dolg časa traja. Ne. Skratka, pravosodni sistem ni sposoben hitro kaznovati tistega, gre v tem primeru v glavnem za spore med podjetniki, ne, ali pa za spore med podjetniki in državo, razrešiti teh sporov ni sposobno hitro. Ne. Jaz ne trdim, da zagovarja lumpe ali pa da zagovarja državo, ampak še slabše kot to, da zagovarja ene ali pa druge, ne, ali pa da dela, da je pristransko enim ali pa drugim, je, da dolgo časa traja. Ne. In zaradi tega se zelo bojiš, ne, karkoli bolj ambicioznega početi, ker veš, da če bo prišlo do kakšnega sodnega spora, boš ti v tem sporu ujet dolga leta. Ne. Drugo je plitvina kapitalskega trga oziroma kako priti do denarja, do kapitala, kar je pa splošen evropski problem. Ne. Tisto, zaradi česar je ta scena v Silicijevi dolini, ki sem jaz v 90-ih letih mečkam bolj od blizu videl, ne. Drugačno od evropske je, da v Evropi imajo kapital, pa sva tam, kjer sva začela ta pogovor, ne. Banke, pokojninski skladi in podobni, ki so vendarle nekako previdni, ne, oziroma vendarle s temi skladi upravljajo ljudje, torej upravljajo s tujim denarjem. Nekateri so zato, ker delajo s tujim denarjem, bolj brezbrižni, kot bi bili, če bi delali s svojim denarjem. Drugi pravzaprav ne bi smeli imeti dostopa do toliko tujega denarja, ker ne, niso bili sami sposobni tega denarja narediti. V Ameriki je pa skozi ta internetski razvoj kar nekaj ljudi, kar nekaj denarja naredilo. Posamezniki imajo več denarja, kot ga lahko porabijo za kopalnice in hamburgerje in podobno. Play money imajo, skratka, denar, s katerim se lahko igra in to ne igrajo v Las Vegasu. Ampak moj denar je, jaz bom pa v tale startup uložil, 1 milijon, 2 milijona, 10 milijonov, 100 milijonov, ne. In 9 od 10 ne bo nič iz njih, ne, bodo zgubili denar. Če bi ta denar zgubili nek penzijski sklad, predstavljate si tamle kakšen tale slovenski SDH bi nekam naložil in bi vse šlo, ne, to bi se, tarče bi se snemale, glave bi se kotalile, ne. To je pa pač nek posameznik, jaz sem to s svojim denarjem naredil, kaj, ne. Ampak eden,
Ne? Iz enega pa pol nastane Nvidia ali pa nastane OpenAI, je pa potem krat 1000 tista investicija ali pa krat 10 000. In teh bogatašev, proti katerim bi morda na začetku midva kaj imela, ne? Teh bogatašev v Evropi ni. In zato te propulzivne visoke tehnologije, visoko rizične, prebojne, ne, nimamo. Kaj pa bi mogla Evropa narediti za, recimo, rečemo, naslednje stoletje, ko zgublja malo? Naslednje stoletje? To stoletje, v katerem smo, na začetku, recimo, ne? Ker z vidika ekonomije, gospodarstva ne kaže dobro, ne? Pa prebivalstvo se stara še zraven, ne? Mogoče, sej, jaz sem v neskončno nekih skupinah, ki se s tem vprašanjem ukvarjajo, ne? Kaj bi mogla Evropa narediti, v katero smer se razvijati. Ker sem razmeroma len, imam en citat pripravljen od Bangemana, ki je bil nek komisar evropski sredi 90-ih. Ki pravi, da ne rabimo novih projektov in ne rabimo novih direktiv in ne rabimo novih podpornih schem in državne intervencije in tako naprej, ne? Ampak rabimo sprostiti torej okolje za podjetništvo in ga narediti bolj konkurenčnega, z manj birokracije in tako naprej. Ne? In to je on napisal v nekem poročilu, ki je razmeroma znano, se mu reče Bangemanovo poročilo, ki je bilo v smislu, kako bo pa zdaj Evropa odreagirala na ta internet, ki se je začel pojavljati na začetku 90-ih, ne, in so se zavedali, spet to je vse v Ameriki. Oziroma, zanimiva zgodba je, to je zelo veliko je v Evropi nastalo, ampak je šlo pa vse v Ameriko in so tam iz tega naredili nekaj, kar je bilo za navadnega smrtnika uporabno. Ne. Spet ta popularizacija, ne, na CERN-u so to naredili za znanstvenike, da bi znanstveniki med sabo informacije menjavali, ne, Američani so rekli, pa to bi lahko tudi neka stara mama ali pa neka kuharca tam uporabljala, ne. To je pa tako fajn. Skratka, on je to napisal v 90-ih letih in jaz mislim, da še vedno popolnoma velja, kar smo se mogoče naučili v teh 30 letih, je pa, da ne moramo računati na to, da bodo v Bruslu kaj zelo veliko naredili, ne, ali pa da bodo v Ljubljani zelo veliko naredili, ampak je preprosto, če ima nekdo ambicijo, mora v okviru možnosti se potruditi narediti tukaj karkoli pač in bom rekel, realizirati svoje podjetniške, inovativne, kakšne druge ambicije. Ne. Je ena velika streznitev za Evropo zdajle, ko so Američani rekli, da ne bodo več naša varuška, ne. Ko se je Evropa zdajle znašla v zadnjih manj kot 10 letih, ne, je Amerika 50% bolj rasla kot Evropa, skratka blista Evropska unija pa ZDA približno po bruto domačem produktu izenačeni, da je zdaj Amerika 50% zrasla. Katerega leta ste bili izenačeni? Manj kot 10 let nazaj. A res? Wow. Skratka, Evropa ni sposobna bila tako hitro iti naprej. Deloma tudi, po moje, zaradi neambicioznosti evropskih ljudi. Ne. Od tega, da se mi zdi, da je cela Evropa nekoliko utrujena od svoje zgodovine in mogoče od svojega uspeha, kakorkoli, no. Na vseh področjih, in na gospodarskem področju, in na demografskem področju, na vojaškem področju. Ne. Ni neke prave energije čutiti, niso izvoljeni politiki, ki bi imeli neko pravo energijo. Ne. Če so predsedniki Evropske komisije še pred 20 leti je bil Barroso, ne, rekel, da bomo mi naredili Evropo najbolj inovativen kontinent, ne, pa vsaj ambicijo je imel, ampak je nič ni bilo iz tega na koncu. Ne. Zdaj, če greva res na področje umetne inteligence, pa če ga povežemo s prvo najno tematiko, razlike, pa srednji sloj, pa zelo mi je bilo zanimivo, ker ste rekli, pravi ljudje smo se zbrali ob
določeni revoluciji. Se mi zdi, da veliko ljudi skrbi, ali pa tudi ekonomistov, da bo veliko ljudi ostalo zadaj, ker razvoj bo tako rapiden, tako hiter in nekateri bojo znali ta val zajahati in bojo ga jahali in bojo zelo uspešni. Eni ljudi bo pa to popolnoma presenetilo. In se mi zdi, da ljudi v Evropi bo še bolj presenetilo kot kakšne Azice, ne, ali pa Američane. To je hkrati dobra in slaba stran vsake disrupcije, ne, da odpira priložnosti, ki jih nekateri znajo in nekateri ne znajo izkoristiti. In ko bodo nekateri uspešni in ko bodo nekateri znali to materializirati, ko se bodo nekateri nekaj pametnega spomnili, nekdo drug se ne bo med temi nastala razlika. Ne. Do zdaj so pa razlike nastajale iz nekih drugih vzrokov. Ampak jaz se ne bojim zelo, da bi pa nam zmanjkalo dela zaradi tega, ne, ali pa da bi, bodo določeni poklici, določenim poklicom bo delo precej olajšano, ne. Ampak na koncu je tako, ne, če si bodo ljudje nečesa želeli, če bodo imeli ambicijo, da jim bo nekdo nekaj naredil, da boš nekaj imel, ti mora nekdo nekaj narediti. Ne. Dokler bomo to ambicijo imeli, bo vedno dovolj dela za vse. Če bomo v nekem trenutku rekli, tole pa zdaj dovolj, od tle naprej pa ne gremo, zdaj pa ne bomo 5 let ničesar kupili, ne, potem pa res postane problem, kaj bomo pa delali oziroma kako bomo pa zaposleni in kaj bomo morali narediti, da ljudem ne bodo hodile neumnosti po glavi zaradi brezdelja. Če bi bili mi dva zadovoljna, če bi bili mi zdajle zadovoljni za standardom življenja iz leta, 1930, ne, mi bi te stvari naredili v 2-3 urah na teden in bi bili prosti, ne, ampak bi imeli standard iz leta 30, ampak nismo zadovoljni s tistim standardom leta 30. Poleg tega mislim, da je v človeku nekaj, da si želimo biti prosti, pa si želimo počivati, pa si želimo, ko me čakamo, da bo vikend. Ne. Ampak želimo si biti tudi koristni. Želimo zvečer pogledati, kaj sem danes počel, pa je bil poln dan, sem nekaj naredil. Ne. Ko daš to dvoje skupaj, ne, pač pomeni, enega pomočnika dobimo, ne. Na nekaterih področjih bo ta pomočnik povzročil večje premike zaplete, na nekaterih področjih nobenih, nekatera dela bodo zato izginila, jih bo pa manj ali bodo pa lažja. Ne. Temu se bo treba prilagoditi, spremembe ljudje ne maramo načelno, zato je nekaj odpora, ampak na koncu je tako, ne, tisti, ki bodo to sprejeli, bodo uspešnejši, ker bodo imeli pač neko orodje več, eno pomoč več. In tisti, ki bodo to iz nekih takih ali drugačnih razlogov zavračali, bodo zaostali. In jaz si ne želim, da bi Evropa zaostala, je pa prav ta zakonodaja, ki ste jo omenili, ne, European AI Act, povzročila, da celo množico orodij umetne inteligence dolgo časa v Evropi niso bile na voljo oziroma prihajajo k nam v zamiku. Ne, da greš na službeno pot, potem kje sem bil zadnjič? Na Kitajskem sem bil, pa sem imel čez internet, čez enega singapurskega, skratka, računalnik je mislil, sem v Singapuru. VPN ste imeli? V bistvu sem imel eSIM kartico. Ne. In se mi je kar nekaj v Chrome brskalniku, so se meni stvari pojavile, vezane na umetno inteligenco, ki jih jaz v Sloveniji ne vidim, ker v Sloveniji sploh nisem vedel, da obstaja. Ne. Zaradi te zakonodaje. In zdaj namesto, da bi Evropa rekla, mogoče mi nismo teh stvari razvili, ampak imamo pa kup nekih drugih industrij, ki imajo pa od tega lahko korist. Dajmo uporabljati, dajmo na tem uporabniškem nivoju narediti karkoli se da. Rečemo pa zdaj to zregulirali tako, da bo varno, pa da bo, ne vem,
da se bodo, ker mi smo zdaj za to človeku prijazno umetno inteligenco ali kakorkoli temu rečejo. Ne. In to je malo povezano s tem, da imate v Bruslu, pa tudi v nacionalnih vladah, ne. Vi imate uradništvo, imate politike, ki želijo delati dobro v narekovaju, ne, oziroma želijo nekaj delati. Sva spet pri tem, da ljudje radi delajo. Ne. Politik rad nekaj naredi in dvigant roke pa reči, mi bomo pustili, da ljudje uporabljajo to, kakor jim paše. Ne. Pomeni, da nisi nič naredil. Ne. Če imaš pa sestanke in seje in vse mogoče in na koncu imaš 200 strani dolg papir, kjer si napisal, kako boš to omejil, si pa nekaj naredil, si pa delal, si pa zaslužil plačo. In to je težava, ne, deloma težava Brusla, in vlad na splošno, ne, ampak tam je to še bolj izraženo, ker so daleč od neke, kako bi rekel, demokratičnega nadzora ali pa daleč od nezadovoljstva pravzaprav, ne. Da delajo stvari, ki bi bilo boljše, da jih ne bi delali. Ne. Da škodo naredijo v bistvu svojim delom. Ne. Omejujejo, ne, postavljajo ovire in zakaj Evropa še kar nekako funkcionira na starih industrijah, ne, zato, ker se toliko ne spreminja, ker ni toliko novega, ne, pa nekako še, zdaj se nam pri teh avtomobilih, ne, takoj, ko se avtomobili digitalizirajo, smo v velikih težavah, ne, dokler so bili to samo avtomobili, ki je bilo najtežje narediti dober motor, smo bili pravzaprav ta glavni na svetu, najboljši avtomobili so se tukaj delali, ne. Zdaj postajajo avtomobili povezani z internetom, ne. Sem zadnjič enemu kolegu z Kitajske razlagal, imam pa nov avto, ne. In zdaj vprašal, koliko ima več coinov, pa koliko ima večjo kubaturo. To rekel, kaj pa ima od te elektronke, pa tako naprej. Ne. Pa sem evropski avto, pa sem bil kar v zadregi. Ne. Skratka, ne, pri digitalnih zadevah se stvari zelo hitro premikajo in če postavljaš ovire na pot, kaj šele, da bi to pot, rekel, širil, ne, si zelo hitro, zelo daleč zadaj. In tega se bojim, da se Evropa ne zaveda in zdaj so tukaj avtomobili, avtomobilska industrija problem, ko avto postane računalnik, ki se znaše, ko ima kolesa, ne, in kaj nam bodo ostale, ne, mislim, te luksuzne blagovne znamke, za katere pa smo ugotovila, ne, da danes se posel dela na tem, da ti vsem ljudem omogočaš, množicam omogočaš, da imajo kvaliteto življenja srednjega razreda. Ja, se strinjam, pa tudi regulirati nekaj vnaprej je praktično nemogoče, ne? Ker se to hitro spreminja. Jaz sicer delujem v tej industriji, ne? LLM jezikovni modeli, ne? In v bistvu vsak teden pride nekaj zelo zanimivega za nas. Ne? In to, tak rapiden razvoj, ne, tega še nismo videli v zgodovini. In zdaj regulirati nekaj, vzeti si 6 mesecev časa, pa sedeti, pa predvideti vse, kar se bo zgodilo v naslednjih 10 letih, je manj kot nemogoče. Mislim, to je popolnoma absurd. Sploh, če reguliraš tehnologijo kot tako, ne, če bi ti reguliral neka stanja v družbi, neke odnose v družbi, ki so v bistvu tehnološko neodvisne, ne, potem napišeš nek zakon in ali z umetno inteligenco ali pa z Excelom narejeno čisto vse. Ne. In jaz sem se za to zavzel, sem tudi v teh gremijih, kjer sem bil v Bruslu zraven, sem rekel, pač zakon ne sme biti delan za umetno inteligenco. Vi morate narediti zakon o zdravstvu, pa tamno to predvideti, kaj se sme s temi podatki delati. A se jih dela brute force, a se jih dela z Excelom, a se jih dela s Fortranom, a se dela pa z umetno inteligenco, je pa povsem vseeno. In samo na ta način, če narediš regulativo tehnološko neodvisno, si pravzaprav tudi na nek način future proof, ne, si odporen na prihodnji razvoj. Ja, verjetno je res ta problem. Uradniki, prvi problem je, da ne razumejo in težko je razumeti stvar, če nisi v njej, ne, ker je razvoj hiter in to je tok. Ne, pa politiki, jaz mislim, da bolj kot uradniki, dobro, ne, vse morajo svojo plačo upravičati, ne, ampak problem so politiki, ker se v javnosti pojavi internet oziroma umetna inteligenca. Če ni neke nevarnosti, ni novica, to se pravi, da se pojavlja samo v smislu, kaj je vse nevarno in kakšni so vse lahko problemi. In potem politik zajaha belega konja, ne, in se loti reševanja problemov.
Ne? In če je problem umetna inteligenca, bo seveda napisal zakon o umetni inteligenci, čeprav bi bilo mogoče boljše, da bi napisal, da bi pogledal, a trenutni, copyright zakonodaja, tam mogoče treba kaj popraviti, kakšno stvar bolj jasno napisati, da bomo vedeli, kako delati kako umetna inteligenca se iz nečesa nauči, ne, pa potem od tam v neke stvari potegne in predstavi to stvar kot svojo, ali kot sva govorila za zdravstvo, ali kot za javno upravo in tako naprej. Ne. In tukaj je ta case law sistem, ki ga imajo Angleži pa Američani, ne, kjer pravzaprav ne napišeš zakona vnaprej, ne, ampak pride nek spor na sodišče, sodnik v tem sporu odloči in potem to postane presedan, kako bodo drugi sodniki o tej stvari odločili, oziroma ko se teh primerov dovolj nabere, se vzpostavi sodna praksa in se ve. Ne? In to je odlična varovalka, da si ti ne zmišljuješ omejevati stvari, o katerih se sploh še nihče ne krega. Počakaš, da se nekdo skrega in potem prideš do rešitve. Ne? Ja, verjetno je res ta vzgib, da se nekaj naredi, kar ste rekli. Politika zelo rada varuje ljudi, ne, je zaskrbljena in potem poskuša nekoga zaščititi pred nekom. To je v današnjem času zelo popularno v politiki početi. Zdaj, ko sva opredelila recimo umetno inteligenco, pa recimo, če dodava zraven neko robotiko, samovozeče avtomobile, sprav gremo res v ta svet, kjer bo verjetno materialno še večja prosperiteta. Ne? A malo paste, to, kar jaz opazujem, da vedno, ko večamo to prosperiteto, materialno se mal na določenih slojih družbe zgublja smisel. In kaj bomo počeli, a ne, če greva res v ekstrem? Poskrbljeno je za vse, kar si jaz lahko materialno zamislim. Celo lahko imam partnerko, ki je AI, ki dela, kar želim. Ne? In v bistvu vse na dosegu roke, pritisnem gumb, volce mi prepelje. V bistvu imamo tak svet blaginje, ne? Materialne, ampak ta smisel se pa malo zgublja, se mi zdi. Ampak tukaj bi skoraj lahko se upa argumentirati, ne, da je neko zadovoljstvo je konstanta. Ne. Da naši starši, ko so živeli v nekem bloku, ki je bil slabo zakurjen, enkrat prevroče, enkrat premrz, ko lift je bil skozi pokvarjen, so mogli hoditi peš v 7. nadstropje in je bila v trgovinah izbira 2 vrsti kruha, 1 vrsta mleka, 3 vrste jogurtov in tako naprej, so bili približno toliko zadovoljni z življenjem, kot smo mi ob vsem tem, kar ste vi našteli. Ne. Mogoče moj argument je, da so bili mogoče malo bolj zadovoljni. To se mi zdi, jaz bi rekel, da je konstanta, ne, da smo ljudje na nek način relativna bitja in da, bom rekel tako, srednji so s polovico zadovoljni, pa s polovico nezadovoljni, ne. Godrnjači so z 80%, 20%, ne, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, neki taki dobrovoljčki so pa v drugo smer. Ne. In da seveda razen ne, če so neke resne težave z dostopom do dobrin, ne, resna revščina, da smo ljudje tako, no, da imamo velik razpon tega tolerance, znotraj česar se gibljamo, tudi vse koncev, če zgodovino pogledamo. Ne. Nikoli nam ni bilo tako lepo kot zdaj, ne, ampak kar se pa smisla tiče, ne, je pa... Lahko da meni sam podatek, ker mislim, da se tukaj ne strinjava. Ne? Če vas prav razumem, zadovoljstvo je neka konstanta čez zgodovino, ampak pogoji so drugačni. Imamo eni ljudi, ki so malo bolj, malo manj, ampak ni zdaj spet toliko odmika med zgodovinskimi obdobji. A sem vas prav razumel? Ja. Mogoče en podatek, o katerem sem dostikrat razmišljal, ne, da med 2. svetovno vojno, ko je bil London bombardiran, to so zelo slabi pogoji. Zelo slabi pogoji. Vsak dan bombe padajo, ne veš, a boš preživel, a bo glih tvojo stavbo zadela, se bo s svojim otrokom kaj zgodil. Ne? V bistvu podatki so, da ni bilo samomorov, ne, takrat. Ni bilo depresije. In mogoče moj argument bolj v to smer
v to smer gleda, da ko imaš ti izzive v življenju, vidiš tudi smisel v življenju. Ko ti izzive odstranimo, pa ti naredimo življenje bolj lagodno, smisel pade. Ne? Se povsem strinjava. Ne? Ena stvar se mi zdi zadovoljstvo, druga stvar je pa smisel. Ne? In ta smisel, jaz ga bi priključil temu, ne? Ko sva govorila o delu in robotih in umetni inteligenci, ne? Da si ljudje v bistvu želimo biti koristni. To se mi zdi, drugo, če si koristen, ne, ima tvoje življenje smisel, oziroma je to del, se mi zdi, ni čisto 1 na 1, ampak je pa eno veliko prekrivanje med tem dvojem. Ne. In da se res marsikdaj zgublja, ampak bi mogel premisliti, no, nisem prepričan, da je to povezano zgolj z materialnim stanjem. Ne. Morda res si, če imaš ogromno dela, če imaš ogromno skrbi, ne prideš do tega, nimaš tega luksuza, da bi se vprašal o smislu. Tako je. Nimaš tega luksuza, da bi postal filozof, ne, in se začel zavedati svoje bolečine. Ne razmišljaš, a sem srečen, ker pa sam izvajaš stvari, ki so potrebne. Ne, dosti drugih faktorjev je poleg blagostanja, no, ki se mi zdi, da na to vpliva. Ne. Se konec koncev, ne, potem bi lahko rekli tudi socialna država, ne, s tem, ko ali se malo potrudiš, ali pa se ne potrudiš, bo že nekdo zate poskrbel, ne, je v tem smislu škodljiva. Ne. Ti ukrade določenemu delu populacije smisel, ja. Ja. Se mi zdi, da bi to držalo. To so zelo različni avtorji v tem smislu pisali, ne, od, ne vem, Viktorja Frankla, ne, ki je napisal Volja do smisla, ne, kot kontro Nietzschejevi volji do moči, ne. Pa potem, kdo je bil, ne, Daniel Pink, ne, ki je pisal o smislu v smislu potrošnik. Tudi ko si potrošnik, želiš smiselne proizvode, nekaj, v katerih vidiš smisel. Ne. In en vid smisel v tem, da je neka bogata blagovna znamka, drug vid smisel v tem, da tam piše, da je proizvedeno na ekološki način, brez otroškega dela in eko ne vem kaj. Ne. In se je gospodarstvo, kako bi rekel, priključilo tej bi rekel, volji do smisla oziroma iskanju, ki ga ljudje iščejo, iskanju smisla, ki je v ljudeh pa prisotna. Ne. In ja, postanejo pa lahko stvari žalostne, ne, ko ljudje nimajo možnost osmisliti, ne, svojega bivanja. Kaj pa bi rekel ali pa svetoval? Zdaj se mi zdi, da to nima skoraj nobene zveze z umetno inteligenco pa z vso to tehnologijo. Ne. Veste, tega rekel svetobolja, ne, niso to ni moja stroka, ampak ti romantični pesniki tam iz konca 19. stoletja. Ne. Tam je bilo polno tega, ne, pa ni bilo nobene umetne inteligence, računalništva, ne, pa strašno so bili vsi v depresiji. Ne. To je res, ja. Bolj sem z tega vidika mislil, da še bolj lagodno bo življenje zaradi vse teh tehnologije. Ne. Roboti bodo delali dela, ki jih noben ne mara zdaj delati, ne. In določena dela so taka, ki jih ljudje delajo samo zato, da imajo službo, in to bojo roboti prevzeli. Ne. Ja, veste, sam bo pa v nekem trenutku velik napor, da boš mogel voziček iz supermarketa pelati nazaj na tisto otok, kjer so vsi vozički, da se ne zna sam pelati. Ne. Ja. Mislim, ne vem, ali sem pa jaz osebno nekako tako relativen, da ne glede na to, kako mi gre v življenju, se mi vedno zdi, da polovica je v redu, polovica pa ne, pa si vedno najdem eno polovico, ki je treba nekaj narediti, da bo boljše. Ja. Kaj bi pa mladim svetovali, recimo, ki niso toliko obremenjeni z to našo staro, ne vem, državljansko vojno, ki smo jo imeli 80 let nazaj, ali kako že. Se mi zdi, da ta novejša generacija je skoraj nič obremenjena s tem, pa bi lahko mogoče res Slovenijo naprej potisnila v neko novo ero,
zdaj nosimo neko breme sabo, se mi zdi, ne razumemo se čist, malo si nagajamo, saj v političnem smislu. Jaz se ne bi strinjal s tem, da ni obremenjena. Ne? Obremenjena ni neposredno, ne razmišlja o tem, ampak okolica, slovenska politika, odločitve, ki jih slovenska politika sprejema, komunikacija slovenske politike, ne, je pa po mojem globokem prepričanju obremenjena s tem, da poskuša zagovarjati za nazaj tiste stranpoti, ki so se dogajale med in po drugi svetovni vojni. Ne, in so zato nekateri elementi, ki bi tem mladim zdaj zelo prav prišli, na slabem glasu. Ne, recimo iniciativnost, podjetnost, odprtost v svet. Ne. So pač podjetniki skozi malo sumljivi, cerkev je skozi malo sumljiva, zdravniki, ki hočejo zaslužiti, skozi malo sumljivi. Ne. In to je... Imeti otroka, to je tudi sumljivo. Ja, to bo čas postalo reakcionarna zadeva. Ne. Jaz bi tako rekel, ne, nikoli še ni bilo toliko poti odprtih, kot jih je danes. In tehnološko, in bom rekel politično-geografsko. Skratka, internet, ne, takrat, ko se je pojavil, je imela ena športna firma oglas The world is your playground, svet je vaše igrišče. Ne. Vem, da sem enega zadnjih člankov v te računalniške revije napisal, svet je vaše igrišče v internetu. Ne. Odkudarkoli lahko pride dobra ideja. Ni treba, da je Silicijeva dolina, ni treba iz Amerike. Ne. Je kar nekaj slovenskih startupov, ki so neke stvari bo rekel, dobro naredili, samo tle naredili. Ne. Smo celo Bitcoin revolucijo, oziroma kar nekaj tega Bitcoina je tukaj v Sloveniji nastalo. Skratka, priložnosti je ogromno, sodelovati s komarkoli, naučiti se od kodarkoli. Ne. Tako da jaz mislim, da za tiste, ki so ambiciozni, svet še nikoli ni bil tako dober. Ne. In biti lačen, teč naprej, više, hitreje, bolje. Ne. Poskrbeti za to, da je vsak dan poln, da zvečer, ko pogledaš, kaj je bilo pa ta dan. Ne. A sem scrollal tam po internetu, ne. A sem, ne vem kaj, tam za enim vogalom stal pa neki brez veze debatiral, a manj kaj za pokazati. Danes, a ta teden kaj za pokazati. Ne. Potem bo tudi smisel in vse ostalo. In ni ta svet danes prijazen samo zdaj pa za nekoga, ki je ali strašno brihten, ali pa dober matematik, ali pa programer. Ne. V bistvu je ta družba toliko pestra, da kdorkoli ima nek talent, v čemer je lahko dober, če se bo potrudil. In tisto, kar manjka je, a se bo potrudil, bo imel ambicijo. Lahko ni programer, lahko zna pa, ne vem, lepo risati, pet, dizajnirati, videe snemati. To je ta big society, kot pravijo, ne, kjer je res, se mi zdi, se je spontano sama od sebe tako razvila, da ima res vsak priložnost. Ne. Sam tisto, kar je sovražnik, je malodušje, je lenova, je neambicioznost. Ne. In mogoče težava te nove tehnologije je, ne, da cel kup nekih takih placebo oziroma takih nadomestkov za nekaj narediti ponuja. Ne. In imaš občutek, če si tam, imam osebno mogoče isti problem, oziroma ga imam, ne, si tam napisal 5 ljudem odgovor na Twitterju, ne, pa se ti zdi, da si nekaj naredil. Ne. Ni to. Ja, manjka priložnosti ni, pa ni manjka znanja, ki je dostopno, ne? V bistvu je manjko motivacije. Jaz mislim, da je največji manjko motivacije pa ambicije. Ja. Pa tudi, kako bi rekel, okolica, ki je taka, ne, da v Sloveniji ne mara ljudi, ki štrlijo iz povprečja. Ne? In je tam malo kult enakosti, ki je mečken breme tudi druge svetovne vojne, pa verjetno neke slovenske mentalitete, ki je še starejša od tega. Ne? Verjetno ker ste rekli, da so neobremenjeni. Ne? Ta obremenitev pride skozi drugi, tretji odvod. Ne? Verjetno res, ja. Posledica tudi socializma to, ne? Kar se tiče podjetništva, kar se tiče štrlenja. Ne? Tudi. Ne? Ja.
Tudi, ampak se mi zdi lepota tega sistema, ki ga živimo, je, da vsak lahko v nečem štrli. Ne? Mogoče zna lepo kvačkati, ne vem, vsak ima toliko priložnosti je za toliko različnih talentov. Ne? Je pa res, da če pa sediš v sobi pa igraš videoigrce, mogoče je pa to talent, ok, boš pa svetovni prvak v videoigrcah, čeprav bi bilo za premisliti, no? Ne? Če je to najboljša kariera. Ja, super, Žiga, hvala vam za vaš čas, pa da ste bili pripravljeni z mano imeti ta pogovor. No. Zelo sem užival. Z veseljem jaz tudi. Ne? Upam, da, kako bi rekel, ko me zvečer pogledam, rekel, ok, tole je bila ena koristna zadeva, ki sem jo naredil danes. No, sem vesel. Oziroma naredil. Ne? Sem vesel. Ni bil prazen dan. Sem vesel, ja. Nač, se vidimo na Twitterju. Ne? Velja. Čau.